Intimna okrogla miza. Ok. Če kdo pride režija, prosim, noter ga se še spustim. Na val gostov. Ok, jaz predlagam, da mi začnemo. Če ne drugega, imamo en podcast za posnet. Dober dan, pozdravljeni na naši drugi okrogli mizi, ki jo Spol.si organiziramo v sklopu projekta Knjiga in Spol 2026. Projekt, ki ga sofinancira Mestna občina Ljubljana, oddelek za kulturo in v podpori naših partnerjev Rdečih zor oziroma Huda mreže pa Indo zavesti. Danes smo v Škuc galeriji in tale dogodek se odvija tudi v sodelovanju z Dnevi enakosti spolov na Filozofski fakulteti, ki bo naš dogodek posnela in ga naredila v podcast ter objavila na sociološkem podcastu ter na YouTube kanalu Filozofske fakultete. Današnja okrogla miza ima en tak mal dramatičen naslov, Moč glasov, ki spreminjajo pogled, ampak v pogovoru nas bo predvsem zanimalo pripovedovanje osebnih zgodb kot neko specifično obliko razumevanja, ker deljenje izkušenj pomaga pri prepoznavanju v družbi velikokrat nevidnih tem, zlasti tam, kjer so stereotipi globoko zakorenjeni, kot pri vseh treh v bistvu današnjih temah, pri nasilju na podlagi spola, endometriozi kot neki taki ženski bolezni in pri temah povezanih z tranzicijo oziroma osebami z izkušnjo s tranzicijo. Naš fokus ne bojo te teme, ampak bo naš fokus tisto, kar jih danes povezuje in sicer pripovedovanje kot neka oblika preboja individualiziranih zgodb v razpiranje javnega prostora. Z mano so Nala Kocjan, fotograf, aktivist, spletni vplivnež oziroma influencer, ki preko svojih družbenih omrežij zavešča o mentalnem zdravju in LGBTQI skupnosti. Maja Plas, predsednica društva SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja, ene ključnih najstarejših organizacij v Sloveniji na področju preprečevanja nasilja v družini in pomoči žrtvam nasilja, ki deluje oziroma se na telefon oglaša že od leta 1989, in Tjaša Franko, kulturna antropologinja, soustanoviteljica Indo zavesti, društva v zaveščanju o endometriozi, ki se je letos po 10 letih samostojnega delovanja združila z našim društvom, ki izdaja Spol.si in sicer Društvo za uveljavljanje enakosti in pluralnosti Vita Aktiva. Dolg uvod, ampak zdaj pa gremo dejansko k temi. In sicer prvi sklop vprašanje je zelo tak enostaven, na katerega odgovor bo vsak izmed mojih gosti in gostov znal. In sicer o vašem dejanskem projektu oziroma pripovedovanju, pa bi mogoče začela kar z Nalom pri tebi. V primerjavi z Majo in s Tjašo, ko morate v bistvu zbirati zgodbe drugih uporabnic oziroma pacientk, tebi ni treba nič zbirati, ti pripoveduješ lastno zgodbo, pa me zanima, kako se je pri tebi začel v smislu tega, kje se je porodila ideja, da bi pripovedoval zgodbo, a si bil ful spontan pri tem, a si imaš strukturo, kakšen je bil ta nek pristop k zgodbi? Ja, živijo prvo. Jaz bi prvo rekel, da sem itak generacija Z, kar pomeni, da sem že tako na socialnih omrežjih že od svojih let. Jaz sem bil vedno taka odprta oseba, veliko sem govoril o težavah, zato ker sem se sam spopadal s temi težavami, sem si res želel, da bi nekdo o tem govoril in bi jaz isto imel te neke informacije. Predvsem, kadar se gre za neke trans tematike, je tega zelo premalo. In govoriti o tem se mi zdi tako zelo pomembno, no, tudi predvsem za trans osebe, zato ker rabijo to, ker je premalo informacij, nažalost, čeprav se v bistvu ta neka društva zelo trudijo, no. Tako da potem sem na neki točki, ko sem bil tako na socialnih omrežjih, se odločil, da bom tudi o tem govoril. Vključujem tudi mentalno zdravje, zato ker spet je to neka tema, ki je meni zelo blizu in se mi zdi zelo pomembno, da se o tem govori. Tako da preko tega potem pomagam različnim ljudem in govorim skozi svoje izkušnje, v bistvu približam temo. Drugače pa pač tudi za ljudi, ki ne poznajo, kaj to sploh trans je in te tematike. Jaz verjamem, da ogromno diskriminacija pride iz strahu pred neznanim
in prek širjenja znanja, širjenja izkušenj se zdi, da pač brišemo to diskriminacijo in te tematike pa v bistvu približa tudi širši publiki. Pa ko se odločiš, ko se odločiš, da boš delil del svoje zgodbe, je veliko premisleka za tem, si zelo spontano tem, ne vem, odreagiraš na komentarje, ki jih dobiš, ali imaš jaz imam ful rada Excel seznam, kjer je teme vse moraš poklukati, kako nekako spleteš svoj narativ na spletu kot nek influencer, kako mogoče tudi influencerji delate pa te svoje rile in tako naprej. Pa jaz se mi zdi, da to kar tako malo mešanico, no. Včasih mi kdo piše, pa si želi neko temo slišati, včasih so pač komentarji, definitivno naredim filter, kjer komentar je primeren, čeprav jaz se mi zdi, mi je tudi že par ljudi rekel, da cenim to, da odgovorim tudi na tista malo bolj neprimerna vprašanja, zato ker je to nekaj, kar ljudi zanima. Tako, neka struktura je, ni pa čistam, kjer bi bila, no. Tako da delam tisto, kar se mi zdi, da bi ljudje zanimali, po drugi strani pa kar mene zanima, no. Ok, super. Se mi zdi smiselno. Maja, društvo SOS Telefon je leta 2023 izdalo knjigo v naši koži, letos pa zvočno knjigo, ki jo je pospremila tudi precej močna medijska kampanja. Mislim, da tamle za ovinkom je še kar na fasadi QR koda. Kaj je takrat leta 2023 oziroma pred izidom botrovalo tej odločitvi, da se društvo odloči, da bo dalo glas uporabnicam? Kaj vas je vodilo k temu, v primerjavi mogoče s kakšno pristopom? Tudi prej ste že izdali knjige, ki so bile mogoče bolj strokovne oziroma drugačne narave. Kaj je stalo za temi odločitvami in kako je potem, kakšen je bil proces pridobivanja teh zgodb oziroma pisanja? Ja, hvala za povabilo in za vprašanje. Mogoče čistko, no, rekla sem v bistvu, da je prva taka knjiga, ampak dejansko sta dve taki knjigi že prej nastali. Leta 2000 je bila izdana knjiga s 13 intervjuji, pogovori z ženskami z izkušnjo spolnega nasilja, poškodbe notranjosti. To je bila zame ena taka, rekla, krstna uprizoritev, kako sedeti nasproti osebe z izkušnjo nasilja in vzdržati ob tej zgodbi, ki jo pripoveduje, izkušnji, delitvi te intime. No in potem leta 2007 smo izdali eno knjigo Na poti iz nasilja, ki je govorila o ženskah, ki so takrat živele v naših varni hiši. No in potem se zgodi pa sodelovanje z našo dolgoletno prostovoljko, doktorico Jasno Podreka, ki pride z idejo, ženske, nekaj moramo narediti, že dolgo nismo nič naredili na temo nekih osebnih izpovedi. In seveda smo zagrabile, nismo mislim, da točno vedele, v kaj bomo skočile, ker seveda kot nevladna organizacija smo prevezane na projekt, ideja je sicer tlela že prej, ampak ko dobiš denar, je bilo časa natančno 6 mesecev. Tako da knjiga ima skoraj 400 strani in to je ogromno dela vloženega, moram priznati. In seveda, vodilo je bilo to, kako pravzaprav približati vse te izkušnje oziroma delček izkušenj žensk, ki prihajajo v naše programe, s katerimi se srečujemo vsakodnevno, pokazati širši laični javnosti in pa seveda strokovni javnosti na tiste izpuste, ki se zgodijo v sistemu in ki se zgodijo tako po nepotrebnem. Zaradi neznanja, nepoznavanja, zaradi predsotkov, zaradi teme, kakršna je. Jaz rečem, da v bistvu, ko govorimo o nasilju, res potrkamo na te naše največje globine in se mora v bistvu vsaka soočati s tem, kakšen odnos do nasilja jaz imam. Ali sem predelala že vse, kar sem doživela tekom lastnega življenja in doživljanja in razumevanja in podajanja nekih razumevanj, kakršnega sem dobila tekom razvoja lastnega. Tako da v bistvu ja, na koncu je bilo zbranih 23 zgodb,
Jaz jim rajš rečem izkušnje kot zgodbe, zgodbe mi tako malo zvenijo, kot je to neka pravlična zgodba, ne? In vedno rečem, da ta knjiga ni večerno branje. Zelo zahtevni intervjuji v bistvu so bili in verjetno bomo šli pol v to nastajanje malo bolj, ne? Ampak dejansko pusti en velik odtis, celoten ta proces. In seveda, ker ljudje vedno manj beremo, je nekako začela hitro tleti ta ideja, da je potrebno nekaj narediti s to knjigo, da ne bo obležala na nekih policah in da bo prišla do vseh tistih javnosti, katere želimo se dotakniti. Tako da smo, bom rekla, spet so to neko vztrajnostjo in trmo, ko so nam vsi rekli, kje je to predrago, to ne bo šlo in tako naprej, se je nekako speljala tudi ta zvočna knjiga. In dejansko danes je dostopna brezplačno, in je to čisto drug spet medij, kako v bistvu lahko prideš v stik z bolečino neke druge osebe, ki je lahko v enem delu tudi tvoja bolečina in ti lahko to pomaga, da greš naprej. Toliko mogoče. Ja, super, hvala. Tjaša, spletna stran indozavest.js je spletišče, na kateri lahko uporabniki najdejo ne samo informacije o endometriozi, strokovno podporo strani ginekologinje, ki daje neki nasvete, ampak tudi v bistvu neko knjižnico osebnih izpovedi pacientk. Kako pa je na Endozavesti prišlo do tega, da v bistvu se začeli zbirati tudi pripovedovanja uporabnic, oziroma zakaj se vam je zdelo to pomembno? Ja, pozdravljeni tudi v mojem imenu. V bistvu tudi naša zgodba se začne na socialnih omrežjih. Leta 2016. V bistvu vse se začelo v eni izmed Facebook podpornih skupin Endometrioza Slovenija. Takrat se je v bistvu nas par punc iz te skupine odločilo, da organiziramo prvo neformalno srečanje žensk z endometriozo v Sloveniji. In takoj na tem srečanju smo v bistvu ugotovili, da si želimo še nekaj več. In predvsem, da bi v bistvu več se izvedlo o endometriozi v širši javnosti. In potem smo v bistvu ustanovili društvo. In že takoj ob ustanavljanju, sicer o podpori ginekologinje, s katero sodelujemo že pač samega začetka, docentko dr. Martino Ribič-Pucelj, ki je pravzaprav pionirka na tem področju pri nas, smo želeli predvsem dati v ospredje ženske z endometriozo in tako osvetliti naše zgodbe. In tako smo v bistvu na našem prvem projektu, kot to poimenujemo, se pravi na naši spletni strani, naredili tak majhen kotiček, kjer v bistvu zbiramo te zgodbe. Gre pa v bistvu naše zbiranje poteka preko spletnega, anonimnega spletnega obrazca. Ni pa to v bistvu nekaj novega na področju zdravja. V bistvu zbiranje osebnih izkušenj se je začelo, oziroma opozarjanje na osebne izkušnje začelo že nekje v 80-ih letih. V mednarodnem okolju so bili to prvi aktivisti, ki živijo s HIV-om. V našem okolju pa mislim, da so zelo pomembno vlogo imeli aktivistke in aktivistke, ki živijo z raznimi težavami v duševnem zdravju. In mislim, da tudi Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, če sem jih pravilno poimenovala. V zadnjem času pa vedno več opozarjanja tudi o izkušnjah v ginekoloških obravnavah in o porodnem nasilju, to počneta Zarka Droglin pa Irena Šimenec. Pa v lanskem letu je šla ena zelo zanimiva knjiga, ki je še nisem uspela prebrati, Kje so moji ključi, in opozarja na izkušnje svojcev z demenco. Tako da mogoče bo pa tudi Endozavest izdala kako tako knjigo. Se pustimo inspirirati SOS telefonu. Kateri odzivi pa so vas najbolj presenetili? Lahko so pozitivni, lahko so negativni, strani strokovne ali laične javnosti. Naj vem, da je pač samo na internetu in internetni komentarji so nek čist svoja žival, tako da kaj tebe najbolj presenetilo, ko si mogoče začel? Pa ne bi rekel, da je sam internet, veš, me dejansko folk ustavil v javnosti.
Ne vem, ene par izkušenj, ne vem, enkrat vem, da sem stal na neki avtobusni postaji, pa je neka mama prišla do mene, jaz kdo je to, in je rekla, jaz imam tudi kralj ščirko, ful mi pomagajo videi in tako. Ne vem, tudi pred kratkim je prišla pozdraviti in tako, veš. Največ se mi zdi nekih pozitivnih odzivov je na kakšni paradi, ko folk pride do mene, zdaj vem, da en fant, transfant, pa bi rekel, kaj, da je tam 16-17 star, je naredil seminarsko v meni in je celo napisal tudi, to sem si tudi po sprintu, ko sem se skoraj zjokal, v smislu, jaz se tudi obadam z mentalnim zdravjem, imam težave, sem tudi trans in če je nalo ratal, pa tudi meni ratal in tako, ima neko težo. Definitivno so pač tudi negativni efekti, I guess. Sem imel že par incidentov, ko se mi zdi, da sem razmišljal, kaj če bi nehal zgolj iz varnosti, ampak pol pač odtehtajo te pozitivni, no. Tako da ja, se mi zdi, da današnja družba, vsaj današnja mladina je zelo tako bipolarna v smislu, ali so zelo podporniki ali pa zelo proti, tako da to se pa tudi pokaže na raznih komentarjih in vse ostalo, tako da itak, jaz se mi zdi, da imam jaz dosti tak filter, kaj me prizadene, kaj ne, ker sem to predelal. Meni je v bistvu samo važno, da te videi, ki delam, dejansko imajo neko vpliv in dejansko pomagajo nekomu. Tako da ja, to. Super. Kaj pa Maja, vem, da SOS vedno trči po tem oziroma trka na različne institucije z velikim I-om, mogoče kakšni so bili pa tam odzivi na vse te na knjige? Ja, v bistvu mi najbolj odzvanja se mi zdi odziv ene sodnice, ki je poslušala te zgodbe in je rekla, zdaj pa res vidim, da moramo nekaj narediti, da se naučimo še kaj. To mi je tako zelo ostalo, ker so pač, bom rekla, neke sredine, v katere se težje pride z vsebinami, ker so to mehka znanja, ker so to stvari, o katerih že vse vedo, narekovajih vse govorim seveda. In ravno tako iz Centrov za socialno delo izjemno dober odziv, pa eno so tudi policija, tako da mislim, da nas še čaka eno sodelovanje glede predstavitve same knjige. Se mi zdi, da je ta moment, ko se dejansko bere celoten nekajletni proces, ki ga doživlja žrtev, da se lahko resnično marsikoga dotakne. In zdi se mi, da je knjiga take vrste, da kjerkoli jo še sama, kjerkoli jo odprem, je vedno nekaj, kar me zintrigira, kar, ne vem, mogoče zdajle, če bi jo odprla, bi bilo zagotovo nekaj, na kar bi se lahko navezala. Nič ni tistega prostega teka, iz stavka v stavek v bistvu greš v neko temo, v nek razmislek lahko. Poleg institucija se mi pa zdi tudi ta odziv laične javnosti zelo pozitiven in pa samih žensk z izkušnjo nasilja in pa bližnjih oseb. Zelo veliko je bilo teh odzivov, ker tudi, se pravi, ta knjiga je nastajala, tudi ko smo vabile ženske k sodelovanju, so rekle pravzaprav, da njihov cilj je, da ko bojo ljudje to slišali, brali, da pravzaprav bo pustilo nek odtis, da bo imela celo njihovo trpljenje nek smisel. In se mi zdi, da se je dejansko doseglo to pravzaprav. Seveda tega ne moramo prešteti. Jaz lahko govorim čisto o nekih individualnih izkušnjah, ko so ljudje prišli do mene, pa so rekli, ne vem, res pusti vtis, vsaka zgodba. Zdi se mi, da je, ne vem, tudi z Jasno Podreka, ko se pogovarjamo o knjigi, da je to material, iz katerega se da še marsikaj narediti. Ker podnaslov knjige je sistem skozi oči žrtev intimno-partnerskega nasilja in toliko nivojev se naslavlja pravzaprav znotraj knjige,
jaz pravim, da za naslednjih 10 let imamo se kaj učiti iz teh izkušenj žensk. In predvsem se mi zdi ta del, če smo jih že povabili v sodelovanje, mora resnično to imeti nek smisel za naprej, ker skoraj vsaka je rekla, želim si, da neka mlajša ženska, ki bo to brala, ali pa neka ženska, ki je znotraj nasilnega odnosa, da bo zbrala pogum in da bo našla neke podporne besede, ki jih bojo pomagale, da odide. Toliko. Tjaša, endozavis pa trka na velika bila vrata zdravnikov in medicine. Kakšne so pa, mogoče ne feedback od strokovne javnosti, ampak od laične, kakšne so tvoji občutki? Laične, v bistvu bi se zelo pridružila mnenju gospe Maje, da tudi tako v bistvu pri nas strani laične publike, da je zelo pozitivnih vidikov, pa tudi v bistvu na same ženske z endometriozo, da to deljenje pač izkušnje zelo pozitivno vpliva na njih, da je to v bistvu kot neka oblika samoopolnomočenja. Pa tudi na neke vrste oblike opolnomočenja za druge, ko preberajo te zgodbe. Pa meni je zelo zanimivo, kadar delimo te zgodbe na socialnih omrežjih, da se potem zvrstijo komentarji, jaz sem pa tudi to doživela. Tako da se v bistvu veliko oseb najde pač v teh zgodbah drugih. Te strokovne javnosti pa so, ne vem, občutki bolj mešani. Mislim, da smo zelo dobro uspeli vzpostaviti sodelovanje s strokovno javnostjo, ampak da pri osebnih izkušnjah, da mogoče ni neke naklonjenosti. Mogoče tudi zaradi tega, ker medicina vseeno operira z nekimi drugimi podatki mogoče in da se zelo težko znajdejo tem, kaj je osebna izkušnja, oziroma to vidijo kot neko osebno anekdoto in ji ne pripisujejo večjega pomena. Pa ne vem, čutek, ki ga še dobivam pri temu, je tudi to, da se včasih ob določenih zgodbah nekdo počuti osebno napadenega ob tem. Čeprav te izkušnje za mene so v bistvu zelo tak pomemben gradnik sprememb, pa tudi v bistvu, da razkrivajo neke slepe bege sistema, točno to, tudi kar se tiče endometrioze. Ja, najbrž Maja lahko potrdiš to deljenje izkušenj, pa se sistem potem počuti osebno napadeno. Tako, ja, se mi zdi, da je zelo idealizirano izpadlo tisto, kar sem prej povedala, glede dobrih odzivov. Jaz mislim, da pač vedno sliši vsak tisto, kar je pripravljen slišati in kar želi slišati, ampak seveda nekako naša vloga je, da trkamo na ta vrata in jih poskušamo odpirati. Včasih sicer že več ne veš, na kakšen način, mogoče čez špranjo spodaj ali kje, čez ključavnico, ampak se mi zdi, da vendarle se potem nekje se vendarle odpre. In se mi zdi, da ta vztrajnost, tako kot sem rekla, se mi zdi, da včasih res ne vemo več, od kje jemljemo, ker se mi zdi, da gremo 5 korakov nazaj, 5 naprej, pa 6 nazaj, ampak se mi zdi, da je vseeno potrebno in vredno. Ok, super, hvala za te vaše poglede. Zdaj se mi zdi, smo se orientirali, kako vsak izmed vas, kako naslavlja in kakšne zgodbe pripoveduje. Zdaj bi pa jaz se vrnila točno en mesec nazaj na našo prvo okroglo mizo, ki je nosila naslov Spomin, zgodovina in nevidnost žensk v slovenskem prostoru in so 3 strokovnjakinje predstavile nastajajočo knjigo Pozabljena polovica 2. In takrat je v bistvu izredna profesorica dr. Irena Selišnik povedala nekaj, kar mi je že takrat dal neko idejo tudi, kako obe 2 okrogli mizi povezati. In sicer, da zgodba posameznika in posameznice naslovi lahko družbo, ne moremo pa skozi eno zgodbo posameznika in posameznice opisati celotne družbe, kot tudi celotna družba ne more opisati enega izmed nas oziroma ene izmed nas in da v bistvu pri zgodbah oziroma ona je rekla temu biografije oziroma autobiografije, pišemo neko vrste mikrozgodovino. Nal piše neko mikrozgodovino sebe oziroma autobiografijo, SOS telefon, mikrozgodovino žensk z izkušnjo nasilja in do zavest mikrozgodovino žensk, ki imajo endometriozo.
In nekako skozi to lečo sem si zamislila, da bi danes nadaljevali pogovor, res pač ta pripovedovanje kot način, kako se lahko prek te individualne izkušnje, ki jo mi vsi oziroma pripovedovalke imajo, kako lahko pomagamo pri umeščanju tovrstnih zgodb v javni prostor, predvsem skozi razbijanje stereotipov in predsodkov. In najbrž bi se strinjali, da je ravno zaradi tega pripovedovanje iz osebnih izkušenj oziroma zgodb bolj efektivna, ker je osebna, ker se nas zadane čustveno, ker je osvobojena teh nekih, kot si ti rekla, medicinskih mogoče konceptov, podatkov in kvazi objektivnosti znanstvenega pristopa in tako naprej. A bi se strinjali s tem, da so zgodbe zaradi tega bolj učinkovite, ker se nas zadanejo osebno, ker nas čustveno nagovorijo in prek tega, ko mi v bistvu z neko empatijo začutimo druga sočloveka, lahko od te individualne izkušnje preslikamo zadevo na neko mogoče univerzalno stanje oziroma univerzalno razumevanje sočloveka. Ful kompleksno vprašanje, tako da kdorkoli se čuti nagovorjena, da odgovori. Ja, meni se zdi, da je zelo odvisno, kdo posluša. Ker pri strokovni javnosti se verjetno res ustvari potem ta vtis, to je ena zgodba, to je ena izkušnja, dobro, tukaj jih imamo 23, pa vendarle, to nismo mi, pri nas se pa tako ne dela. Tako da zdaj čisto odvisno, koliko smo v stanju, nekako se postaviti res v vlogo enega, kolikor se da objektivnega opazovalca, da lahko slišimo tudi tiste glasove, ki jih ne želimo slišati znotraj sebe, ki nam naravno ne pomagajo ob srečevanjih pri lastnem strokovnem delu z žrtvami nasilja, se iz tega uspemo kaj naučiti. Zagotovo se mi zdi, da je en zelo pozitiven vtis oziroma vpliv na ženske, ki so doživele nekaj takega, zato ker je to potrditev tega, da je to nekaj, kar se dogaja tudi drugim ženskam, da niso same in da se prepoznajo v bistvu v teh doživljanjih, v razlagah, dejansko v tem sistemu, ki so ga živele. Ker ženske žrtve nasilja dejansko živijo nek sistem, ki ga je blazno težko razumeti, če ne postavimo samega dogodka nasilja, ki seveda ni eden, ampak jih je več, v nek kontekst. In brez tega konteksta si pač napačno, bom rekla, razlagamo. To se velikokrat zgodi na institucijah, ker se postavi potem en dogodek pod takole luč in se ga secira, pozabi se pa na celotno doživljanje, ki je tako subtilno, prepleteno, kompleksno in ki ima toliko enih razlag, zakaj se je nekdo odzval na način, kot se je, zakaj se ni, ne vem, prej. Meni je zelo ostala v spominu tista knjiga Ženska, ki se je zaletela v vrata, ko opisuje, mislim, da v nekaj prizorih, kako poskuša pritisniti na kljuko in vrata niti niso zaklenjena, ampak ne zmore oditi. In se mi zdi, da ja, res je potem bom rekla, vse razumevanje na strani tistega, ki se postavi v vlogo osebe, ki se srečuje s temi izkušnjami. Mislim, da je to ta glavna poanta, pravzaprav, ki jo jaz nekako vidim, ko postaviš to vprašanje. Ja, jaz bi rekel, ja, eno je to definitivno čustveno, ima neko težo, definitivno. Jaz, kar bi pri meni rekel, je mogoče bolj ta neka praktičnost in dostopnost te moje zgodbe, zato ker spet premalo informacij, kako poteka tranzicija in tako naprej, in je tukaj, bi se pridružil, ciljna publika pomembna, tako da če je tukaj moja ciljna publika trans oseba, ki pač ne vejo, kam naprej, kako naprej, je tukaj predvsem neka praktičnost, pa pač dostopnost, ker so pač čakalne dobe za tranzicijo predolge in pač je preveč komplicirano in tako naprej.
Po drugi strani se mi pa zdi, da ima tudi težo, zato ker biti trans je zelo politično. Vsaj trenutno pač smo črna ovca v politiki, ali kaj bi temu rekel, izkorišča se nas za vse slabo, tako da smo vir težav za 70% stvari, čeprav folk sploh ne ve, da obstajamo. Tako da tudi pač govoriti te zgodbe ima neko politično težo, pa ne v tem smislu nabiranja nekih političnih točk ali pa nekih argumentov, ampak samo prikazati, da smo trans ljudje tudi ljudje in da si zaslužimo prav tako življenje tako, kot si ga vsi ostali. Tako da ja, bolj v tem smislu. Ne? Ok, v redu, ni problema. Kot sem že v bistvu v uvodu povedala, vse tri teme danes so v družbi precej prepletene z različnimi stereotipi in se jih velikokrat politično zlorablja, tabuizira oziroma potiska na rob kot neke marginalizirane, kot sem že prej rekla v navednicah, neke ženske bolezni. In si predstavljam, da je v bistvu potrebno pri pripovedovanju zgodb precej tankočutnosti v smislu tega, kako pristopati k uporabnicam, pacientkam oziroma kako zgodbo tako zapeljati, da ne postane preveč performativna ali pa senzacionalistična, oziroma vsi vemo, da algoritmi imajo radi clickbait, ragebait, kako v bistvu se pristopate k tem, da so zgodbe napisane s pravo mero še spoštovanja do uporabnic oziroma do na eni strani tudi slušatelja, oziroma da se algoritem da ne pustiš zapeljati ragebait algoritmom. Ja, pravzaprav pri naših teh deljenju izkušenj, v bistvu mi smo pozorne na to, da se ne omenja zdravstvenih ustanov. To je ena taka stvar, to je edino pravilo, ki ga imamo, drugače pa objavimo zgodbo takšno, kot jo dobimo. Tudi je ne lektoriramo, pač smo se odločili, da ne bomo lektorirali. Želimo res, da tako pride glas na način, kot ga same želijo izpostaviti. Zdaj, jaz sem imela zmeraj malo skrbi to, kako v bistvu te zgodbe umestiti na socialna omrežja. Bolj ka ne me skrbi zaradi tega, ker se pojavlja v teh zgodbah motivi institucionalnega nasilja. To je nemogoče pač spregledati in zdi se mi zelo pomembno govoriti o tem. Istočasno pa me skrbi, da bi se v bistvu mogoče pojavilo še več nezaupanja do zdravstvenega osebja. Zaradi tega, ker pri nas je zelo pomembno, da pač v bistvu obstaja to zaupanje. Ne vem, to je neka taka stvar, ki imamo, zelo veliko tako skrbno glede tega. Drugače pa enostavno mogoče, ko jo tako opažam zadnje čase, je to, da se tudi te osebne izkušnje zlorade pojavljajo v medijih, da ni več v bistvu medijski prispevki o endometriozi niso več strogo medicinski, ampak da imajo v bistvu ponavadi strokovnjakinjo, se pravi iz medicinske stroke, pa skupaj še z žensko z endometriozo, oziroma mi v socialnem delu to poimenujemo osebe z izkušnjami oziroma strokovnjakinje z izkušnjami. Tako da to je zelo zanimivo, da so tudi mediji začeli uporabljati ta koncept. Mogoče meni tle edina stvar, ki mi še manjka, je tako še malo tako družboslovja ugotoviti vmes kot neko povezovanje teh dveh svetov. Ja, žalostna realnost socialnih omrežjih je, da bolj, ko si kontroverzen, bolj uspe content in vsebine, to je nažalost res in folk dela razne stvari, da postane viralen. Definitivno imam pač včasih, moraš imeti nek dober način pripovedovanja, da folk pritegneš. Jaz sicer nisem rad kontroverzen, čeprav se verjetno kakim desničarjem in konzervativcem zdim zelo kontroverzen, pa bi zaradi tega lahko tudi rekel, da sem dobil toliko gleda. Ne uporabljam nekega clickbaita ali pa kaj takega, mogoče tudi kaj ne znam uporabljati. Kaj sem hotel še povedati?
Imam jaz pod vprašanje, ko se pripravljaš na to, da boš nek del delil, si spišeš besedilo ali spontano poveš? Koliko se pripraviš na to neko narilo ali pa na objavo? Ali je tudi zelo odvisno od tega, o čem bi govoril in tako naprej? Odvisno od videa, ampak jaz imam meni se zdi hecan način, jaz si na postlistke napišem 10 postlistkov, lahko bi vzel en navaden papir, pa vse napisam jaz, ne vem, pač uporabljam postlistke, tako da pol ni zdaj spet, trudim se, da kar povem, spet ni tako komplicirano, no. Tako da je zelo poenostavljeno, sem dobil tudi kdaj komentar, da preveč splošno povem, ampak je moj cilj pač tudi to, da pride do pač širše javnosti in je težko razumeti že kot trans oseba te tematike, kaj šele kot nek, kar prvič slišiš. Tako da ja, definitivno do neke mere se pripravljam, predvsem, kadar se gre za bolj resne teme, ne vem, imel sem obdobje, ko sem objavljal predvsem o, ne vem, samopoškodovanju, o samomorilnih mislih, to se mi zdi tako. Pa tudi, da naredim nek research zraven in tako naprej, dal sem na primer zraven tudi te številke za ostiski in tako pač nekaj, da ni sam, da govorim, ampak da je tudi rešitev o tem, ne, kadar so neke občutljive teme, ja. Pa predstavljam si, da najbrž imaš pa sebi mogoče neko mejo, do kje deliš, kaj želiš deliti in ali se ta spreminja, ali imaš nek fiksen do tukaj, ja, pa od tem naprej pa želim biti osebno. Pa jaz bi rekel, da sem kar ekstremno odprt glede tega. Jaz predvsem gledam, da mogoče ni tako neprimerno, ker nikoli ne veš, kdo to gleda. Veliko premladih ljudi je na tem internetu. V tem smislu se res trudim, da je ne vem, govor brez kakih neprimernih zadev, to prvo. Ja, Maja, kaj pa? Ja, tako, ko razmišljam o samih zbranih zgodbah, zelo rada bi rekla, da je to nek izbor nekih posebnih zgodb, ki se na žalost kdaj pa kdaj zgodijo, in resnica je žal drugačna, da v bistvu ne govorimo o nekem senzacionalizmu, o nekih zgodbah, ki so se zgodile na način, da jih je potrebno spraviti v svet, zato ker so tako zelo posebne, ampak da pravzaprav po našem delu srečujemo takšne izkušnje na dnevni bazi. In jaz verjamem, da je, ko vstopamo v bistvu s temi sporočili, težko razumeti širši javnosti in tudi strokovni javnosti, ki dela, bom rekla, na en strokoven, dober način, da je tega lahko tako zelo veliko. Tako da v bistvu pristop do samega nastajanja teh zgodb je bil z eno veliko mero tenkočutnosti, spoštljivosti, v bistvu z eno zavestjo, da so ženskam, ki so se odzvale na naše povabilo, bile meje tako velikokrat in na tako grobe načine prestopljene, da moramo mi zelo paziti, na kakšen način vstopamo v njihova življenja skozi te intervjuje. Zato v bistvu je bil res dogovor od vsega začetka, da lahko kadarkoli se umaknejo, katerikoli del zgodbe umaknejo. Moram reči, da pri spolnem nasilju je bilo kar nekaj umikov. Ravno, ko sem gledala, kolikrat je omenjeno spolno nasilje, jih je samo 5. Pa vemo, da statistično jih je več in sama vem, da je bilo kar nekaj umikov, ker kaj pa če slučajno, kljub anonimiziranosti, me kdo prepozna in potem se ta del intime tudi podeli. Tako da v bistvu res bom rekla, z enim velikim premislekom, z dajanjem v branje, počakali smo, kolikor je bilo časa potrebno, čeprav smo bili že tik pred tiskom, ampak če imate še kaj za spremeniti, da ven vrš, povejte, bomo, ker ko gre enkrat to v svet, je šlo v svet, da se spremeni resnično tisti identifikatorji, ki jih same želijo spremeniti. Nekateri so želeli, da se tudi
pustijo določene stvari. Skratka, da se je res upoštevalo, da se jim je dalo glas na način, tako kot so same želele. Hkrati pa z enim opozorilom in zavedanjem, da je tudi na naši strani ena izjemna odgovornost, da če bi bile prepoznane brez svoje volje, da pravzaprav lahko to opusti velike posledice tudi na njihovi varnosti. Tako da tukaj smo tudi kar veliko delali. Tako da v bistvu je bil en tak res zelo zanimiv proces, se mi zdi tako zelo zgoščen, ker je bil časovno tako v kratkem času, ampak tudi zdaj kasneje, recimo, ko se pogovarjam z ženskami, ki so podelile zgodbe, seveda, njim so se začeli odvijati ponovno neki procesi. In tukaj je bilo potrebno seveda tudi biti na voljo kadarkoli pravzaprav, da potem predelaš z njimi tiste dele, ki se odpirajo. Ker gre za eno veliko odgovornost, da jih v bistvu povabiš v en tak proces. Tako da tudi razmislek je bil, recimo, bilo je nekaj zgodb, pri katerih smo se na koncu odločile, da jih ne bomo vključile. In smo se potem tudi pogovorili z gospemi, da enostavno ni še trenutek, da bi lahko ta izkušnja zagledala luč sveta, ker so bili postopki še v takšni fazi in tako naprej. Tako da, tako se mi zdi, res z enim takim, z eno veliko mero zavedanja, da je lahko tako hitro kršeno ponovno njihovo dostojanstvo, ki je bilo že tako ali tako prizadeto znotraj odnosa in kasneje znotraj sistema. Ja. Kaj pa si v bistvu želite, pa sej deloma ste mi že povedali, ampak mogoče še enkrat potegnemo pod črto, da bi bil res nekak učinek vaših zgodb? Institucionalne spremembe, spremembe pri ljudeh, kaj želite, da bi laična javnost, strokovna javnost od vaših zgodb vzela in spremenila pol? Kaj si želite, da bi vaše zgodbe povzročile? Kakšne spremembe v svetu? Jaz mislim, da si želimo predvsem biti slišane kot, oziroma vključene kot enakovredne sogovornice pri vzpostavljanju nekih sprememb, ki se nas tičejo. Ja. Zelo konkretno in pointirano. Ja, biti slišane, dati glas, povedati, ravno zadnjič je sedela nasproti mene ena gospa, ki je rekla, pa kako je to mogoče, da se mi dogaja to znotraj sistema, kjer so zakoni jasni, kjer imamo direktive o zaščiti žrtev, kjer imamo toliko enih napisanih zadev, ki bi morale stati, kako je možno, da se mi to dogaja v 21. stoletju na sodišču, na policiji in tako naprej. Ja, se mi zdi, da včasih je tudi stroka nejeverna, da se pravzaprav še vedno te stvari dogajajo. In videti v bistvu ta poskus približanja teh zgodb, teh izkušenj žensk, ki so dale sebe, se razgalile, v bistvu izkoristiti to priložnost tega vpogleda, da bi tako laična kot strokovna javnost pravzaprav izkoristila to možnost, ki jo ima skozi to, ker tukaj ni neke agende, zakaj je nekdo podelil zgodbo na način, kot jo je, in povedal izkušnje, ki se nikoli ne bi smele zgoditi, ampak naučiti se nekaj iz tega, da v bistvu nekako, ja, to bi bil cilj. Seveda jih je veliko, ampak recimo tam zdaj tako odzvanja. Ja, kar se tiče stroke, predvsem olajšati postopek tranzicije, biti bolj dostopna in lažja, da je več informacij, mogoče javnih informacij, tudi iz stroke, ne sam. Mislim, definitivno mogoče transakcijo bi izpostavil, transakcija super dela stvari, tako res podrobno ti razloži tranzicijo, ampak poleg transakcije pa mene recimo ni dovolj nekih informacij, predvsem to manjka iz strani stroke, kako pride do tega, kakšni so postopki, kam prvo in tako naprej. Glede
laične javnosti, pa ne vem, predvsem preko teh zgodb zmanjšati diskriminacijo, no? In polepšati svet in narediti svet bolj varen za vse, ne glede na to, kakšen si. Tako da predvsem to, ja. Super, se zdi, da to velja najbolj za vse, ne? Ja. Ok, jaz imam sicer še precej vprašanj, ampak bom mogoče zdaj vse vprašala v naši publiki. A ima kdo kakšno intervencijo, kakšno vprašanje, komentar, pomislek, medklic, misel, karkoli? Ne? Ok. Bom dala pol na konec še enkrat priložnost, nič hudega. Pa bom zdaj mogoče malo, če smo že začeli majhen bolj osebno, pa mogoče še za zaključek malo bolj osebno. Kaj pa je deljenje osebne zgodbe, delo na tem, kaj pa to pomeni za vas na osebni ravni? Si predstavljam, da je po eni strani zelo težko, ker so to neke težke odločitve, težke zgodbe, ampak po drugi strani pa, smo slišali, da tudi je reakcija strani posameznikov, posameznic lahko zelo dobrodošla. Kaj, opolnomočenje, utrujenost, kaj drugega, kaj pusti pripovedovanje zgodb oziroma sodelovanje pri tem na vas? Kakšno posledico, če je kakšno? Ne vem, jaz dosti sodelujem na teh nekih živih knjižnicah ali pa meni se zdi, da takrat tako prav noter začutim tako, da je to moj smisel. Pomagati ljudem, delati stvari, da pomagajo ljudem, karkoli delam, od moje umetnosti, fotografije do moje vsebine na socialnih omrežjih. Se mi zdi, da je to tako kar moj purpose in life. Tako da ja, predvsem neko opolnomočenje, pa predvsem nek izražanje, ne vem, tako biti svobodno izražanje svojih želj, kreativnosti, ustvarjalnosti in tako naprej. Meni je prišla na misel ena beseda, ko sem se malo vrnila v ta občutek tega nastajanja te knjige, eno veliko občudovanje moči teh žensk, čez kaj vse so šle in sedijo tukaj in so pripravljene še celo to povedati, podeliti in so pripravljene naprej iti v življenju. Ker nekako vsaka zgodba se zaključi z enim pozitivnim sporočilom, tudi s povabilom, poiščite pomoč, pejte naprej. In se mi zdi, da tako z eno tako ogromno mero spoštovanja do teh njihovih izkušenj in do te njihove prehojene poti, to mi je tako blazno odzvanjalo. In tle se mi zdi, da tudi potem se v smislu potrdi, to mogoče. Ja, v naših zgodbah se pojavlja ponavadi izmeni na koncu zgodbe, tako ena taka poved, kjer se v bistvu osebe zahvalijo osebam, ki so jih srečali na svoji poti. Tako da tudi jaz mislim, da čutim precejšnjo hvaležnost. To, da sploh imam izkušnjo z eno zavestjo, iz katere sem se ogromno naučila. In na nek način mi prinaša tudi mir pri soočanju z mojo izkušnjo in da na nek način sem uspela pozdraviti tisto stvar, ki se mi je zgodila in tako zdaj imam pred sabo pač sebe. Jaz se takrat pravim še tako mogoče deklico, ampak pač nisem bila deklica, bila sem stara 22 let, ampak mislim, da popolnoma premlada za izkušnjo, ki sem jo dala skozi in se bom opisala, tako, ker sem zbirala zelo ogromno časa in veliko let, da sem mogoče to stvar sploh predelala in začela o tem govoriti, v bistvu prvič govorim v resnici o tem, ampak tako, da se na nek način tudi zgodba endozavesti začela takrat z mano na hodniku stare porodnišnice, tisti čist preveliki bolniški hajli, tik po operaciji in ko mi je sam v glavi odmevalo, nikoli ne bom dopustila, da se še kateri zgodi kaj takega. Tako da sem na nek način izjemno ponosna na to zgodbo. Hvala lepa, da si to podelila z nami. Ok, še zadnji klic v publiko, če bi kdo imel kakšno komentar, pa to.
drugače vas spustim na škicovo tržnico, ki se danes dogaja. Ok, pa hvala lepa sogovornicama in sogovorniku. Zvočno knjigo v njeni koži lahko najdete na spletnih straneh Društva SOS Telefon, na YouTubeu, na Spotifyju, v aplikaciji Audiobook. Več o endometriozi in izkušnjah s to boleznijo si preberete na endozavesti.si. Nalu lahko sledite na TikToku @nalkocjan oziroma @nalkocjan. Mi smo bile spol.si in živimo na spol.si in do prihodnjič se vidimo naslednjič.